Jaz sploh ne vem, a je možno, da se v tem cajtu še kdo počuti dobro glede sebe. Kako cute. Kažem. Hofra ima tega tako dralnik, ko ga jaz doskrat uporabljam za one noodle lase ali pa beach waves, no. To sem prišla zadnje še. 6 minut idemo. Pa sem nekako prišla domov z polno vrečo. V Pepkotu sem kupila dišavo, ful je lepa. Pa jaz imam vedno rada eno dišavo tu na hodniku. Zdaj imam trenutno to gingerbread, ko mi je Nina za božička dala. Tako da to bo pa na rezervi, ko bo čas. Tako jaz pomladne. Špara sem si eno navadno klasično kombučo kupila. Nikoli ne pijem klasične, pa sem rekla, da bom probala zdaj, da bom malo vedela, kakega okusa mora biti čista z črnim čajem, polko bo cajt za mojo kombučo. In vzela sem si eno to zadevo iz Pepkota na police lahko zahakljaš v hladilniku in imaš dodatni prostor, ko včasih, če imaš visoke police, pa je neizkoriščen plac. Pol pa eno to škatlo navadno črno. Zdaj bom dala sem, ker imam še ful nekih stvari, povodec od Mike in pač vidite, da se je že nabralo, tako da bom dala v to vrečo. Mislim, škatlo. Vam bom pokazala, kaj sem v trgovini kupila. Te nudle sem spet kupila, ampak tokrat ne bom dala te rdeče omake cele, zato ker je bilo prepekoče. Tukaj spod imam vedno ful placa odvečnega. Nastavljaš to družino. In tako, kaj rabiš, sam potegneš ven. Tako da, nice. Evo, kafetero bom zalaufala, najprej brez vsega, tako da voda gre skozi, da se na nek način razkuži, ali kak bi rekla, ne morem si odpreti. Zakaj sem si vzela kafetero, ker imam itak kavni avtomat, pa se, jaz imam ful rada kavo in rada si pripravljam kavo, ne vem, ali je to turška, ali je ona, ko stisneš French press, ali pa cold brew, to sem si že nekaj cajta želela. Potem, ko sem še v času študenta imela cimre bolj iz onega konca tam v Italiji, goriškega, tako da je bilo to nekaj bolj normalnega. Je ko neka, bom rekla, filtrirana kava, ali ja. Torej, tu not imaš vodo.
Pol daš to čez, tukaj daš pa kavo. Jaz bom dala kar bar kafe. Zdi, da ta kafetera je tak za 2 kavi mogoče, ali pa res eno veliko, ker to je kar bolj močno, kot pa navadna kava. Ne vem, moram to sproščiti ali ne. Sem se vsak slučaj tako malo razmrdala, da ne bo preveč na tesno. In pol to zavijem čez. Jaz sem dala na ta mali ogenj, pa bom še mogoče zmanjšala. To začne pol vreti in pol para gre gor in kava pride tu ven. Kaj cute! Včeraj nisem snemala, zato ker sem imela cel dan za montiranje, objavljala sem klipe, vmes sem pa stanovanje pospravila, tako da tukaj ta kotiček ni več tak nabasan in se tako fajn počutim. Končno sem si cel ta predalnik, oziroma, kako bi temu rekla, predalnik, ja. Vse sem zmetala ven, kar ni bilo za tukaj in pol sem nazaj lepo zložila, da ima nek red. Tukaj imam nekih zvezkov, ki se jih ne morem ločiti, ker so od mojih dnevnikih hvaležnosti izpred 5 let in je tako fajn brati, mogoče vam kaj preberem. Make-up, to, kar vsak dan uporabljam, pač pred streamom, pol imam ta tripod, te Bean Boozle, ko imajo take okuse različne, nam recimo ligni, pasja hrana, povš. Pol sem tukaj vse pospravila, ful stvari stran dala, kar pač nisem že uporabila že nekaj cajta. 2 stara telefona, nikoli ne veš. Imam pa zdaj prazno, ponavadi si dam tukaj moj planerček. V glavnem, tako se fajn počutim, pa pobrisala sem se. Edino, kar mi še gre na živce, so pa te kabli. Te kabli tu, dobro, te ne vidiš, zdaj čist kremens takih ni. Ampak 3 leta je že, odkar sem se preselila in so se te kabli tako malo razpasli zdaj in je vse tako grdo. Iskreno, vse funkcionira, ampak to bo moj naslednji projekt. Meni se zdi, da je bolj, da tako eno po eno stvar delam, pa si uredim, ampak ja, vidite, ta del je čist katastrofalen. Pač se vem, da ne more biti čist drugače zaradi teh luči, pa vseh stojal, tako pač je, če live streamaš. Ampak tako glede na druge dele stanovanja, se mi zdi, da ta del čist izstopa, ne v dobrem smislu. Pač jaz sem si takrat vzela črno pa leseno mizo, zato ker sem pač razmišljala za naprej, ker jaz, kakor mi je všeč belo pohištvo, nič ni narobe z belim pohištvom, mi je všeč, da je vse svetlo in to, si recimo mojo pisarno oziroma enkrat to streaming sobo predstavljam mogoče bolj v naravnih barvah. Ne vem iskreno, v glavnem, nima zaveze. Ta del, bi kabli bile malo bolj clean, pa malo bolj pospravljeni, bi vse ful bolj izgledalo, tako da to bo naslednji projekt. Ti mi je všeč zdaj to pomladno stanovanje s tem mačjim drevesom. Tu sem čisto obsedena z mojo dnevno lučka, nekaj najboljšega zvečer. Ta zgornji del. Da vam pokažem, nekaj sem najdla, ko sem včeraj pospravljala ta predalnik, ker sem dala to kartico. Ful lepo. Je pa od ene moje gledalke iz San Diega, Monika. In mi je poslala to kartico, ko sem se preselila. Kako lepo, da bi se zjokala. Drugače, jaz imam vse shranjeno, če ste mi kdaj kaj poslali, imam vse shranjeno. Ampak tam je pa tako, včeraj me tako v dušo zadela in sem bila, 3 leta je že, odkar sem tu. Neverjetno se mi zdi, da ta zadnja 3 leta so pa res ful hiter mi minila. Po moje tudi v kontrastu s prej, ko smo bili zaprti zaradi covida, pa to pa zdaj, ja. In po eni strani je fajn, da stvari hitro mine, da pač to pomeni, da v življenju se ti kaj dogaja, oziroma da se imaš fajn, ampak je tudi malo prehitro. Se mi zdi, da jaz imam rada to počasnost, pa da uživam v stanovanju. Vse mislim, da mi kar dobro gre. Dobro, zdaj pa razmišljam, da bi otvorila balkon, čeprav je tako 4 stopinje zunaj, ampak sonček si je in da bi šla pisati dnevnik hvaležnosti. Mislila sem, da bi Miko zraven vzela, ampak spi, tako da ziher se vzbudila, ko šla ven, ampak mislim, da ne bom zdaj dala na podec, ker bo itak premrzla. Berem moj stari dnevnik hvaležnosti iz 2019, 27.4.2019. Bo mene izseke sem prebrala. Tukaj je še nisem live streamala, ker nisem imela denarja za računalnik še. Delala sem v skladišču, sem planirala, kako bom naredila te sličice, emojije za stream, vse sem si napisala.
Danes montiram vlog, jutranji rutino, pijem kavo na sončko. Moja prihodnost je svetla. Ne vam povem, tukaj jaz nisem imela nič denarja. Pač mogla sem si še sposoditi od brata pa mame. Drug mesec si bom že lahko kupila računalnik. Čim prej moram narediti vse za stream. Danes napišem opis, začnem risati. Končno sem se premaknila in čutim, da se dogaja. Denar prihaja k meni. Spet lahko delam stvari, ki me veselijo. Zrasla sem na vseh pogledih. Komaj čakam, da začnem live streamati. Živeli 1. maj. Čudovito vreme. Danes bom delala, ker 2 dni nisem glih bila produktivna, čeprav hodim na šiht. Cilji, stanovanje, svetlo. Služenje od doma. Začimbni vrt. Ko bi vedeli, skozi kaj vse sem šla do zdaj. Trenutno je vse v zraku, ni mi všeč. Vse me utruja. Verjamem, da me vsi ti izzivi peljejo do željenega. Vizija pot. Plačana youtuberka, Twitch streamerka. Tukaj sem risala stvari. Nič tega pol nisem uporabila, ampak neki z mačko sem naredila. Aja, če sem mesel. Tukaj sem bolj manifestirala, torej pisala, kaj si želim. Sem full-time streamerka z najboljšo publiko na svetu. Učimo se od drugega. Želim snimati stvari, ki sem jih jaz včasih gledala kot gledalka. Želim inspirirati. Želim, da se ob meni počutijo relatable. Že imam slovenske sponzorje, ki jih z veseljem predstavljam, ker jih sama obožujem. Za sonce, ki boža moj obraz, to sem direkt danes napisala. Za svoje stanovanje. Can you believe it? It's amazing. Danes sem tudi danes sem napisala za moje sonce, ki boža moj obraz in za moje lepo stanovanje. Hvaležna sem za hrano, za ljubečo družino, za risa, bisa. Veš, ko sem rekla, da sem si od brata kaj sposodila, no, lekšo sem vrnala prvih 50 €. Hvala, brat. Sonček je. Ostanki rižote včeraj. Tu imam te kumare, ko sem naredila, pa tofu sem spekla v ponvi. Videli ste, kako sem začinila malo sojino omako pa začimbami. Dobro jutro, vedno je dober dan, ko pride Eon in imam nekaj novih kosov, ki vam jih bom pokazala. Še ene trapez hlače imamo, te so čisto nove, narejene tako na ve zadnji, s crunchy imajo,
Pol to jopco že imamo rdeči in sem si še v te barvi naročila, ful je pa barva, taka rjavo, peščena bi rekla, no, kje piše barva. Po mojem na spletni strani, v glavnem. Te jopce so super, to so te ta tanke, ne one debele bolj. Pol pa še to majico. Sicer sem si vzela v M, upam, da mi ne prevelika, ampak ponavadi pač jaz raje malo večji tu v joškah. In je všit modrce, enim to je všeč, enim ne, jaz imam to ful rada, ker na take majice pač ponavadi nočem še modrca nositi. Evo, ful lepo, zadaj so ful lepe. V bistvu, koliko jih oblečeš, še zgleda kot navadni šiv in ful lepo oblikuje. Tukaj imaš na V, tu imaš na V. Ne, espresso. Evo, majica ful fajn stoji, glih prav je dolga za te hlače. Tako mali vratnik, tukaj logo, imaš tudi seveda druge barve. Jaz sem rekla, ne bom si vzela vse to espresso barvo, ker imam že itak to imam espresso hlače in da je tako malo mix match. Tako pa zgleda, ko si zaprem. No, da vam pokažem to zavračilo. Tu imaš zraven navodila, pol imaš pa kar že nalepko za GLS in pol daš v paketomat. V glavnem izpolniš obrazec, da ga dodaš v paket, pol to nalepko daš na paket in pol daš v paketomat. Ja, to je to. No, rabim račun, da to zraven, pojma nimam. In pol kar v to nazaj daš. Zdaj sem to ful grdo odprla, ampak ne, je lahko lepo to nazaj. Tako da ja. Zdaj pa za tiste moje gamerske gledalce, ki igrate igrice, pa malo se spoznate na igrice. Jaz bom danes prvič igrala Counter-Strike, strelska igrica. Nikoli nisem igrala, sem pa igrala Valorant, ki je v bistvu podobno, ampak ima še tam več stvari se za naučiti v smislu različnih teh čempionov, pa elitijev. Sorry za one, ko ne igrate igrice, ampak ful hočem vam pokazati. Danes na streamu ga prvič igram, oziroma zdaj ga bom prvič igrala, ker vseeno se hočem malo pripraviti, da ne bom čisto pojma imela, zato ker nimam pojma o mapah, nimam pojma o ničemer. Sam vem, da je podobno kot Valorant, oziroma Valorant je podobno kot CSGO. Bom zdaj to malo igrala, pa po moje katastrofa. Ker tudi Valoranta nisem že igrala. Evo, igrica je končana, jaz sem se stuširala, glavo prala in zdaj cote perem. Danes bom pa probala moko narediti z sveže mleto kavo, ker je ni toliko fina, kot pa fina jasmina, shecam se, kot pa bar kafe, tako da vidimo, če kaj drugače boljše. O, kdo pa je vstal? Kdo pa je vstal? Misa moja. Dobro jutro. Haj. Ja, Mika, prvič greš na balkon letos. Kako si lepa v prsnici, grema. Bom zun naredila make-up, pride. Oj, grema ven. Ali je umazano, ampak boš preživela. Ali že pozabila, kako to gre. Pride.
si glih delam make-up za stream, danes ga imam že v benih, tako da nič kaj dosti ne bo prej od snemanja. In glih gledam en vlog od Michelle Michelle Choi, ona vedno na kameri je, a ne? In imam ful apetita, mimo grede. Ne vem, zakaj je to tak tabu, ko jaz to delam. Sej ne cmokam na videih, mogoče včasih probam izrezati tiste stvari, ampak če si dam neki usta, ne vem, probajte jaz to ne profiterole, ko sem jih na prejšnjem videu jaz jedla na drugačen način, nemogoče, ker boš sam še bolj umazan. Tako da, I'm sorry, I won't stop, because I love eating. In ne vem, a poznate mukbang, ko ljudje jejo pred kamero, jaz sem to včasih ful gledala. ASMR mukbang predvsem. Zdaj ne več toliko. Pač jaz vem, da eni ne radi poslušajo hrane, samo veš, ne moramo vsemu ugoditi v življenju. Vsak ima drugačne preference. Fajn stream sem imela, zdaj sem pa še posnela nekaj za TikTok oziroma Instagram. Pač te kratke posnetke, ko sem jedla te bulldog nudle, ko sem jih enkrat že naredila na YouTube, ampak so bile prepekoče in sem zdaj naredila malo manj kočo verzijo, tako da če vas zanima, bom dala tukaj link oziroma na mojem TikToku lahko najdete fine Jasmina. Zdaj grem pa hitro v trgovino, ura je 7. Počutim se, kot da je ful pozno, ampak je 7, plus še en video sem posnela takoj po streamu, tako da sem ful ponosna. Zdaj grem pa v trgovino po par stvari, da bom lahko naredila okuse za kombučo. Še za en video bi rada nekaj kupila, v glavnem imam pač cel seznam. Tretjič grem ta teden v trgovino, ampak okej. Baje bi mogla biti nekje moka. Let's find it. Sem najela široke hlače. Ignorirajte jakno, sem probal. Lepa barva je, sem ne vem. Če jaz to rabim. Ful lepa za tak čez majice dati, ali pa še mi gre malo oversized. Pa da ni jeans, čeprav jeans on jeans je zdaj spet cool. Ok, jaz vem, da ne bom suha zgledala te hlače, zato ker ta del, ko imam jaz najbolj močen na nogi, je tukaj najbolj izpostavljen, ampak jaz hočem imeti široke hlače. In te so edine, dobro, malo je fraj od zadaj. Tu, dobro bo. Malo je tukaj fraj, ampak ni preveč. Vidiš, ni toliko bad. Pognem se lahko, pa če lahko naredim. Ne vem, tega si bom vzela New York, Wellness New York City Sports, skoraj moja letnica je za 1 leto manj. Mislim več, 20 €, ampak tega bom imela v New Yorku, ko grem za popotnico. Ful mi je všeč, pa vem, da ga bom ful nosila. Vse ostalo, tak nam je cool, sam ni pa nekaj, kar zdaj nujno rabim, to je bolj tak fashion. Hlače sem si premislila, ker sem godila, da so 40 €. Te so pa 30, hau. Če so iste. Se mi zdelo, da sem imela 30, kaj? Tih sploh nisem probala, ker sem zaradi barve z druge vzela. Ok, ne bom hlač. Ni to. Evo, za italijanski suši, ki ga bom naredila za TikTok, sem si kupila pršut, mozzarello, lahko bi tudi burato, rukolo. Pozabila sem prvo olive in sem šla pol nazaj. Mislim, da imam vse, no, pa ta balzamični sirup, tak bolj gost. Pol ostalo limeto, ingver pa meto sveže, imam pa za kombučo, sem se odločila, da bom tako dosti enostavno zaenkrat naredila. Ne rabim zdaj ne vem koliko okusov naenkrat narediti. Pa ene kokice, drugače včasih si kokice naredimo v posodi, ampak če nočem, da mi vse smrdi, si ne. Najedla sem pol kavo za kafetero, oziroma lahko tudi uporabljaš za mašin in je ta kremoso. Prvo sem nisem vedela, kjera je, ker sem mislila, da je prav moka, ne vem, par kafe moka in pol sem pogooglala in itak tu vidiš ta znakec, tako da bom jutri probala to. Je bila pa 5 € še nekaj, tako da, ampak je res, ne vem, koliko je to, 250 gramov, pa kar intenzivna. Ona brez kofeinska je ful dražja, čez 7 € pač, what? Brez kofeinska, pa polovrček sem si vzela New York.
Lost again, going back around. Dreaming of a time when I get things right. Evo, počasno ne delajo. Naredila sem si avokado toast in cote perem. Standard. Z Miko smo se toliko igrale, čisto je bila zmešana. Zdaj pa končno spi. Zdaj bom pa sprobala ono kavo. Prav za moko, kafetiero. Se veseli. Take malenkosti ti prinese srečo, čeprav je bilo 5 €. Nekih malenkost, ampak potem grem pa res na sprehod. Zadnje cajte skozi grem na sprehod in ne grem. Disciplina. Slaba. Zdaj pa dost. 2 uri, dobri 2 uri imam do streama. In pa, če niste opazili, imam 1, 2, taka ogromna mozola in ta me tako boli, sploh se ga dotakniti ne smem, ampak govorim, ga čutim. Včeraj sploh nisem opazila, da imajo tudi espresso, torej Bar Café espresso, bilo kremoso, ampak sam espresso se mi zdi, je isto za kafetiero. Jaz sem pač pogooglala, ker nisem vedela, kera je, ker nisem videla tega znakca, ker te so bile na visoki polici in sploh nisem videla. In potem sem pogooglala, kaj je za to moko in mi je to ven vrglo, tako da sem prav to vzela, ampak so še druge. Zdaj tukaj bom nalila do nekje sem vročo vodo, koliko se da iz pipe. Tadam! Diši po Bar Café. Evo, drugače pa spet delam kruh in danes sem se odločila, da bom semena dala v kruh in na kruh. Zadnjič sem na kruh dala in je bilo ful dobro, tako da se veselim. Sem pa tokrat dala, mislim, da ne 50-60 gramov ržene moke, ostalo je pa bela 550 tip, tako da spet malo eksperimentiram. Lost in the shadows of a million stars. Shouldn't they invite my near and far? Shouldn't they at all just tell me where you are? Send a prayer if I'm out of luck. Send a little love and I'll make it back. Naredila si bom še kosilo. Danes bo tako hitro makaroni, pa tuna, pa paradižnik. Bom pa polnozrnate peresnike. Kdo je to bil? Baby, I'm stuck with a halfway heart. Evo, danes je 12 stopinj, sonček se prikazuje. Bom obesla cote na balkonu. Mika, pridi ven, ne tukaj na polico, ti si ena. Baj. Live stream je končan in slika je končana, zimska ta na lesu, končno. To je pa od lani ali 2 leti nazaj jesenska, cute snegec. Potem bom pa še naredila pomladno, pa poletno, ko bo cajt, tako da bom imela tako letne čase na teh režljajih. To so po moje skika ali pa te, ja mislim, da je skika. Sred ta je malo večji, ampak nema več. Shouldn't they invite my near and far? Shouldn't they at all just tell me where you are? Send a prayer if I'm out of luck. Send a little love and I'll make it back. Send me a letter and a bottle of wine. Evo, pridem. Telling me I will be fine. Baby, I'm stuck with a halfway heart. Slip away if I come too far. Pick me up when I'm in pieces. Oh, tik pred tem sem mlada, grem se sam stuširati pa spat, ampak sem se odločila, da pospravim vse, da mi jutr ne treba. Jutr imam ful več stvari na urniku različnih za narediti in da si malo olajšam jutro, da lažje zaštartam. Sem pomila posodo, pospravila. Kavč je pospravljen in ready. Tu imam tudi kar nek v redu red, glede na ponavadi ni, mislim, kabli so kot kabli. Tu jutr, če bo cajt, bom naredila kombučo. Dino Miki še grem pospraviti. Počistiti teci pa se pol res tuširati.
Tako da bom jutro fajn zaštartala. Se mi zdi, da rabim nek izziv in sem si dala izziv, da grem vsak dan na sprehod, ne glede na vse, ker pač to je nekaj najlažjega, iskreno, kar lahko naredim, plus da preživim cajt v naravi, bo ziher dobro za mene. In da se zmigam pa neko novo navado ustvarim, ker druge stvari delam. Saj ne, da zapravljam cajt, ampak si najdem kaj drugega za delati, namesto da je šla na sprehod. V glavnem. Je pa tudi bilo res, da sem imela zdaj te zgodne live streame in je takoj pač bila ura za stream in po streamu je pa že tema, po temi pa nočem hoditi. Cote imam na balkonu, a bi bilo pametno jih dati. Ti si zmešana. Cote sem nadala v 15 sekundah, prvič, da je prav smuknala mi tam spod. Ponavadi pač tako opazuje pa gleda, prav smuknala je, skočila na ograjo pa se usedla. Še dobro, da sem videla, pa je hitro zagrabila. Mika! A ti ni fajn z mano? Ja, zdaj si bila 2-krat na balkonu, si pa važna, ali? Si ugotovila, kako je fajn. Že vem. Ti mene strašiš, skoro sem heart attack imela, si nora. Moram paziti očitno. Ti smukica. Ti smukica. Evo, cote so nad. Dobro jutro, dneva začeti dan z pisanjem urnika. Vsak teden v ponedeljek naredim urnik za live stream na Twitchu. In mi kar vzame nekaj 45 minut, oziroma, če se res potrudim, 30 minut, dajmo se štopa danes. To je bil pa po moj rekord, 18 minut. Edino na Instagram moram še objaviti. Zdaj bom pa kruh dala peč. Dajmo. Seveda v njih, ko jih jaz hočem, jih ni. Jih ne najdem, ker je milijon teh džinskov. Poleg tega, tam, ko sem jaz dobila, niso bile na pravem mestu zadnjič. Tako da, here we go again. Predolge. Pa so prevelike tu. Isti problem, kot pri prejšnjih, ampak so pa ful mehke pa udobne. Nice. Drugač pa so kulske. Ampak če jih od tu gledaš, so cool. Sam, kaj se pa tu zgodi? Wait a minute. Te so pa tak, kar se tiče tu, najlepše. Niso one full wide, pa so, pogledaj to, prav udobne. Edina malenkost predolge. Prav, če dam čevlje gor, verjetno ne bojo. Dobro, to najslabšem primeru bi bila mama to zašivala. Girl! Oh my god! Niso one full wide, mislim so wide, ampak ja, piše wide, ampak niso v glavnem. Ok, podobne, isto malo predolge, zdaj pa nas ne moremo odločiti. Te mi mogoče bolj stojijo.
So te še boljš tako po občutku. Te so sicer 36, te so pa 38, sem ne vem, če so iste. Vse imajo white high waisted, sem niso vse iste. Evo zmagovalke, ne morem verjeti. Še bolj sem dobila, kar sem zadnjič provala, tako da sem vesela. Kaj še ono, ko si lase umiješ frišno in pol greš na polje na sprehod in je tudi na frišno pognojeno. Še dobro, da me sam Mika voha, da drug me ne bo. Zdaj pa domov, končno kruh prerezati pa ga pojesti, ker še nisem jedla in pol moram se spraviti, da nekaj posnamem, zmontiram, pa pred streamom še malo počivam. Še ostanki italijanskega sušija. Evo, Miki sem iz prehoda par listov, vejico pa en kamen prinesla, da bo lahko vohala malo, če idemo. In še en kamenec z ceste imaš tu, ne? Diži čudno. Veja, kamen, list, pa še 2 lista. No, ta je mogoče tako bilo. Še en list. Cat enrichment. Torej, hlače imamo in girl math je, da če so bile manj, pomeni, da si lahko več kupim. In sem si kupila ta obrod za na glavo, za takrat, ko si delam skincare, odstranjujem make-up in tako naprej, 3,99. Ful imam rada ta olja za 8 centa, je bil tak cute s srčkom na vrhu. Dreamy Drip. V trgovino sem šla v bistvu, ker rabim za krape par stvari, olje in to sveži kvas. Pa naredila bom vaniljevo kremo, tako da rabim mascarpone, ostalo pa imam doma. Rekla sem, da bom probala od te neke krme s to bowlo, zato ker danes imam cajta kuhati in 4,99 za riž, piščanca, jajce in pač ja, druge stvari se mi ni zdelo slabo, plus vzela sem 15% popust. In ker se mi tako lušta krapov, ampak nočem onih velikih kupiti, ker bom jih pekla kmalu, sem si te male marjeličke vzela. Evo, poslastica s kavo. Je pa veliko marmelade not. Moj obroč je že v uporabi. Mene vedno ti obroči spominjajo na Devico Marijo. Ne vem, tako izgledajo vsi, ko jih imajo kar z mano vred. Sem pa naredila make-up, vam pa še poročam, kak bo ta lip oil. Dajmo probati ta lip oil. Tak malo baby roza, oziroma po moje bolj prozoren. Ni lepljiv preveč, oziroma skoraj ni. Ful mi je všeč ta ščetka, taka malo večja. Ta aplikator, no ne ščetka. Nima pa zdaj neke barve, so imeli tudi rdeče, to mi je boljš. Tak malo roza, jaz si ne vem, kja cute, s tem srčkom. Ok, make-up je narejen, uhanci moram dati nazaj. Ta mozolj, če me ne bi tako bolel, si bi ga že stisnala, ker pač ni šans, da čakam tako ogromen mozolj, da se sam zrihta. Vem, da ni dobro stiskati mozolje, ampak ja. Ampak ne morem, ker nenormalno boli.
tako da čakam, da se posuši sam ali nekaj odpre. Zdaj pa še ena malo resna tema bolj, zato ker me je čist zmotlo, pretreslo, ne morem verjeti, da smo tako daleč prišli, da se promovira lepotne posege. Sploh, kadar imaš mlajšo publiko, večinoma mladostnike, otroke. Pa res nočem biti ona Karen, ko je nekaj pametna, pa ampak nekaj pa moramo postaviti mejo. Meni se zdi, itak že imamo make-up, imamo toliko stvari, s katerimi si pomagamo, da se boljš počutimo, ampak te pač posegi pri takih letih pa kazati to mladim, ne vem, vse vem, da imamo v vsakem obdobju nek negativni vpliv iz bodisi medijev, socialnih omrežjih. Ko sem bila jaz mlajša, so bile to revije, Victoria's Secret modeli, ki so bili visoki, suhi, ravni in si se primerjal z njimi, je bil Photoshop takrat velika stvar. Zdaj imaš pa itak, imaš AI, torej umetno inteligenco, imaš milijon vsega na social media, da jaz sploh ne vem, a je možno, da se v tem cajtu še kdo počuti dobro glede sebe, brez da si kaj popravlja na ta način s posegi in prav živčna sem res, vsi postajajo enaki obraze ali pa postajajo starejši, namesto da bi bili mlajši, sploh ta mladi, ko res tega ne rabijo, oziroma noben tega ne rabi. Dajmo se starati tako včasih. Meni je to tako žalostno, ker si predstavljam, kako sem jaz bila občutljiva v mladih letih. Tudi zdaj imam svoje, še zdaj imam te svoje nesigurnosti, ampak takrat pa še bolj in ti vsak dan to vidiš, se ti zdi, jaz to rabim. Nekaj sem prebrala, tak čist simpel stavek, nikoli ni bil namen, da mi same sebe vidimo. Rečemo, da je bil nek odsev v vodi najprej, si se videl. Pol so ogledala prišla, ampak vsak je tok. Zdaj pa se vidiš na telefonu, sploh če se snemaš tako jaz, ko si grem včasih ful na živce. Jaz vem, da to ni zdravo za mene, da jaz sebe vidim, slišim neštetokrat in pol časih imam one obdobje, ko sem, le kaka si, le kak imaš to grdo zgleda, le kak govoriš, noben te ne posluša, bla bla. Ker pač to ni naravno, da se mi vidimo, jaz to vem, ampak zakaj to govorim? Ker bolj ko se vidiš, bolj se gledaš, bolj se analiziraš, bolj se primerjaš, bolj imaš občutek, da si moraš nekaj popraviti, da je nekaj za popraviti. Jaz ko vidim, da ima nekdo malo bolj, ne vem, da nima čist perfektne ravne zobe, meni je to ful lepo, pa jaz verjamem, da folku paše to. Tako zdaj vidite, te vse zvezdnike, ko imajo vsi te prevleke in vsi imajo take debele, velike, bele zobe, nenaravne, vsi izgledajo starejši zaradi tega, vsi izgledajo isti, noben ni več, nima neke, ko bi rekli, to je on, vsi so si podobni in res zdaj mu neha to, pa te napihnjene usnice, pač verjamem, če imaš tanke usnice, si ful želiš napihnjenih, sam pol vsi isti izgledajo usta. Tvoje male imperfekcije te naredijo tebe lepega, pa ne pravim, da sem zdaj čist proti, ampak to je pa ko nek trend zdaj rato, ne. Rečemo, da celo življenje se sekiraš, da imaš, ne vem, velik kriv nos in pol po, ne vem, 10 letih pač ko to premišljuješ, premlevaš, greš si to narediti in si srečen, hvala Bogu, res, hvala Bogu. Ampak da greš pa te stvari si delati, ko so zdaj trendi, pa neke preventive, pa to pa ne. To pa ne. Ne vem, vse ne vem, kak ne v besedi, ne vem, kak... Prosim, ne misli, da rabite to, sploh če ste mlajši, noben nič ne rabi in koliko je pol teh operacij, ni zanimivo, koliko je operacij, ko odstranjujejo pol te posege. To je cel biznis. Dej si filerje usnice, ti bomo naredili slabe, pol ti bomo jih pa odstranili, ker so tak slabi. Saj je isti doktor, ampak vseeno. Jaz sem pa jezna, okej? Jezna. Saj imamo make-up, da se počutimo fajn. Imamo obleke, imamo frizure, imamo vse. Lepe smo. Tudi ko nimamo make-upa, ko imamo milijon mozoljev. Tekstura kože, gube, vse je okej, celulit. Evo, da vam še enkrat zdaj pokažem te široke hlače. Jaz ne morem verjeti, da sem naredila še boljše kot prejšnji dan, čeprav sem bila čist upupana, ful, v pasu so mi v nulo. I'm so happy, podobne. To sem jaz hotela. Sam res, to so edine, ko so mi tak stale. Love it. Idemo probati Nikino Polo. Torej, kaj vse je not. Vam pokažem.
Riž, piščančji popcorn, jajce, rdečo zelje, beli sir, edamame, korenje, mlada špinača, pražena čebula, črni sezam, omaka z jogurtom, majonezo, gorčico, medom, jabolčnim kisom, soljo in poprom. Zveni dobro. Doma moram to zmešati, verjetno ne je bilo slabo, če bi se to malo pomešalo. Kje je riž? Aha, tu. Ni bad. Že boljši. Imam rada, da je vse zmešano, da je omaka povsod, da lahko vse naenkrat okusa dobim skupaj. Mika gleda skozi okno, zunaj je tema in strmi. In jaz vedno mislim, da je kdo tam in posnovno moram rulete dol potegniti. Ja, dobra, taka res zdrava bola z veliko zelenja in beljakovin. Ok, vzamem nazaj dosti je piščanca. Dodala sem si še malo grškega jogurta, pa malo soli, tako da je super.